V zadnjem času smo priča pravem kadrovskemu tsunamiju, ki ga izvaja trenutni minister za kulturo, da je Zoran Poznič. In naj omenim samo najbolj izpostavljene 3 primere. To je Tehniški muzej Bistra, kjer je minister nastavil za direktorico kar prevajalko iz francoščine brez kakršnihkoli vodstvenih izkušenj. Drugi tak primer je Filharmonija, kjer že nekaj časa spremljamo pravi boj za odstavitev aktualne direktorice, ki bi jo po naših informacijah radi zamenjali kar z Pozničovim predhodnikom, bivšim ministrom za kulturo iz kvote SD, z Dejanom Prešičkom. In ne nazadnje je tu Moderna galerija, kjer bi dolgoletno in uspešno direktorico radi zamenjali kar zaposleno v kabinetu ministra. Torej, tu se kažejo neki obrisi političnega kadrovanja, kajti ti novi direktori ne ustrezajo niti strokovnim kriterijem, niti razpisnim pogojem in tako se pri javnosti pojavlja sum političnega kadrovanja. Slišimo tudi o mobingih, o političnih pritiskih in zato so se na nas obrnili predstavniki stroke in zaposlenih, ki jih ta trend političnega kadrovanja zelo skrbi, saj bodo ob nestrokovnem vodenju ogrožene inštitucije, ki se že tako ali tako komaj prebijajo zaradi kadrovske in finančne podhranjenosti. Kot predsednica odbora za kulturo sem tudi prejela številna pisma zaposlenih in strokovne javnosti in zaradi tega sem na prejšnji seji v Državnem zboru ministru Pozniču postavila ustno poslansko vprašanje glede kadrovanja v kulturi. Zdaj mi razumemo, da zaradi postopkov, ki so še v teku, minister ne more povedati vsega, vendar so njegovi odgovori na moje ustno poslansko vprašanje, kakor tudi odgovori javnosti, bili precej netočni in zavajajoči, kar je v zainteresirani javnosti sprožilo še dodatno skrb. Tudi mediji ste poročali o netransparentnosti omenjenih kadrovanj in zato smo se odločili, da skličemo sejo odbora za kulturo, kjer bomo ministra pozvali, da naj razjasni ta dogajanja. Kultura je namreč preveč pomembna in podhranjena, da bi lahko postala odlagališče strankarskih kadrov in plen vsakokratne koalicije ter stranke, ki dobi resor kulture.